Kakšen čudovit osamelc. Spust po snegu do Ličke Kape. Kakšna skala. Apnenčasti monolit. Eden največjih spomenikov v nekdanji Jugoslaviji in pa največji na Hrvaškem. Spomenik na Petrovi gori. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Danes sem pa sam in se nahajam blizu mesta Korenica na Hrvaškem, v hrvaški Liki, in grem na pohod na Golo Plješivico. Gola Plješivica je tak zelo zanimiv vrh na meji med Hrvaško in Bosno. Jaz grem gor s hrvaške strani. Na vrhu me bo pričakalo tudi verjetno še malo snega. In pa tudi eno veliko presenečenje na vrhu. To je pa en čudovit skalno samelc, na katerega se da splezati in je potem čudovit razgled na vse okol. In pa tudi ta samelc, boste videli potem z dron posnetkov, je res noro zanimiv. Gola Plješivica je v bistvu najbolj zahoden vrh v Bosni in Hercegovini. Na njenem pobočju se nahaja tudi najzahodnejša točka Bosne in Hercegovine. Izhodišče je pa v vasi Mihaljevac, to je kakšne 3 do 4 km iz Korenice. Včasih je bila, če se spomnite malo starejši gledalci, Titova Korenica. Kar je na 7 km do vrha, pa še 7 nazaj. Je pa samo ena pot, tako da gremo. Po približno 15 minutah hoje sta se pokazala oba vrhova Gole Plješivice. Se pravi, tam, kjer so stolpi, je Mala Plješivica, 1590 metrov. Tisto je pa velika Gola Plješivica, okoli 1640 metrov, mislim, da je. Štartal sem pa prav tako na okoli 640-650, tako da imam sigurno prek 1000 metrov višinske razlike. Približno dobre pol ure hoje za mano. Pot je zelo dobro markirana, čeprav mislim, da tukaj prav veliko ljudi sicer ne hodi, ampak markacije so zelo dobre. Zdaj sem hodil kar 15 minut po gozdni vlaki in sem prišel potem na gozdno cesto in zdaj samo dobrih 50 metrov po tej gozdni cesti in tukaj že zavijam desno proti vrhu Plješivice. Je pa tak, skozi me spremlja bukov gozd. Zdaj pa hodim že čez 1 uro, keď sem prišel na eno cesto. Evo, tukaj je že tudi kakšna slika snega. No, in zdaj se mi je pokazal vrh Velike Plješivice. Tam mislim, da je bila tudi radarska zapuščena, tam gor je ta koča, je zapuščena radarska postaja. No, levo od koče tista skala, to je pa ta znamenita Lička Kapa, oziroma ta znamenit osamelc, na katerega se bom povzpel. Prišel sem na greben, oziroma na cesto med Malo in Veliko Golo Plješivico. Evo, za mano vidite te stolpe, televizijske stolpe, oziroma radar na Mali Plješivici. Tja niti ne grem, ker te stolpe me res ne zanimajo. Evo, takole, zdaj sem prišel ven. Sicer pot gre direkt do stolpov, jaz sem tam nekam prečil, da sem prišel bližje tukaj. Evo, tukaj kot vidite še kar
imajo splužen, so plužili, več pa napihan seveda sneg. Tle je seveda mesec nazaj, okoli 25. marca, takrat, kjer bo pri nas tist hud veter, tle je padel ogromen snega. Na Plitvicah mislim, da ga je bilo okoli 80 cm, tukaj zgore seveda še krepko več. Tako da so že take delno zimske razmere. Evo, zdaj pa proti vrhu velike Plješivice. Bihač pod mano, na to stran pa Korenica. Se pravi, na to stran Hrvaška Lika, evo, tudi vidi se Velebit, na to stran pa Bosna. Kakšne čudovite skalne skulpture me čakajo zdaj naprej na tem vrhu Gole Plješivice. Pogled proti Korenici, Liki in pa proti Bosni. Evo, gremo pogledati, kaj nas čaka tlele. Res zanimive skale, Atlant seveda. Evo, super. Nikjer nobenega, ni tako pri nas v naših hribih. Tukaj sem čist sam. Prihajam na vrh Gole Plješivice. Evo, seveda to je bilo včasih vojaško območje. Evo, takole izgleda vrh Gole Plješivice. Takole izgleda tale zapuščen objekt na vrhu Gole Plješivice. Čist zropan vrh Gole Plješivice, sicer nič kaj lep. To so vse zapuščeni vojaški objekti. No, tamle pa pista, kot vidite. To je pa tako imenovano letališče Željeva. Nekdanje letališče, vojaško. In točno v tej Goli Plješivici so imeli shranjenih, so imeli spravljene noter v tunelah avione. No, zdaj gremo pa pogledati tole znamenitost, ki sem jo najdolj čakal. No, to je pa tale znamenita, evo jo, Lička kapa. Tale zanimiva skala. Evo, zdaj pa da vidimo Ličko kapo še od malo bližje. Mora biti res, tukaj mora biti pa čudovita. Evo jo, zdaj se bo pokazala. Evo jo, hoho. Kakšen čudovit osamelc. Lička kapa. Noro. Res zanimiv. Dajmo se spustiti. Hvala. Spust po snegu do Ličke kape. Res je čudovita stvaritev narave. V hrvaški Liki Lička kapa. Evo, je pa nedelja, pa nobenega nikjer. Nora.
brez oblačka. Evo, takole izgleda dostop na vrh Ličke Kape. Nič kaj poseben težga. Mejhan je pa treba skalo priti. Evo, takole. Evo, kakšna nora, ravna skala. Res neverjeten. Evo, pogled dol pa takle. Evo, kar v bistvu v 2 etažah. Evo, pa tamle še eno samelc, tudi zanimiv. Tamle tudi še eden. Ja, res zanimiv. Evo, to pa stolpi na Mali Goli Plešivici, Korenica. Evo, tamle noter so Plitvička jezera in pa vrh Gole Plešivice. Zdaj pa zaslužena malca na Lički Kapi. Pa v nadaljevanju videa še dron posnetki Ličke Kape. Res zanimivo samelc. Evo, zdaj bom šel še mehen po dno. Moro, vidite to. Takšen prav tak monolit. Moro. Kakšna skala, res neverjetna. Še Lička Kapa strani. Evo, še odmeva od stene. Nič, se bom kar sprehodil po dno in bom kar obkrožil. Ni daleč. Tam je tudi tak zanimiv izrastek skalnat. Vidite to. Res zanimivo. Evo, no, zgoraj ta vrh streha stavbe. Noro. Takšen izrastek. Spodne strani. Kakšna skala. Je noro. Se bom še mehen dol spustil. Glejte jo, od spodaj.
O, tudi spodaj je neverjetna lička kapa. Čudovita. Kakšen osamelc. Res tako oska, čisto odsekana. Tale lička kapa pa zmaga. Super. Res čvrsta skala. Apnenčasti monolit. Pogled na liko. Vrh ličke kape. Ta vrh. Zdaj sem šel pa še v tunel noter. V bistvu pod to stavbo. Evo, zdaj se vračam že v dolino. Sem približno 200 višinskih metrov pod Golo Plešivico. Evo, in sem najdel tale zanimiv javor. Gledajte to. Votu. Prav, neverjetno. Dajmo skozi. Iz Gole Plešivice sem se preselil v bližino mesta Vojnič. To je približno 25 km od Karlovca proti bosanski meji. In si grem pogledati en zanimiv spomenik z 2. svetovne vojne. Ta spomenik je pa eden največjih v nekdanji Jugoslaviji in vsekakor največji na Hrvaškem. Se pa nahaja samo 1 uro, recimo iz Bele krajine, samo 1 uro iz Slovenije. To je spomenik na Petrovi gori. Prav sem na Petrovi gori. To je hrib, oziroma kar taka planota, bi rekel, nad mestom Vojnič. Nekaj nad 500 metrov se dvigne. No in to je pa zdaj ta zapuščen spomenik. Ogromna zadeva. Taka zanimiva skulptura. Te spomenike so delali tam med leti 1960 pa 1980. Zdaj točne letnice ne vem, ampak tam nekje v teh 20 letih je bil narejen. Zanimivo res. Evo. Eden največjih spomenikov v nekdanji Jugoslaviji in pa največji na Hrvaškem, spomenik na Petrovi gori. Zdaj noter ne vem, če bom lahko šel. Dvomam, da se je zaprt. Bom pa malo tudi z dronom posnel. Da boste videli, to je res ogromno. Ogromen spomenik je tole. Mislim, da je vse zamrežen. Tako da se to ne da priti gor. A pa ne. Da se noter. Evo. Odprt. Hajmo pogledati. Imamo gor po stopnicah. Vidite to. Tam je gor bo pa še fajn razgled. Še dvigalo je bilo. Zdaj sem približen na sredin višine tega spomenika. Evo, tako je pogled navzdol. Zanimivo. Evo pa še do vrha. Gremo čist na vrh. Zdaj pa mislim, da prihajam čist na vrh. Ja, višji ne gre. Top. Kar visok. To je visok spomenik. 50 metrov, najmanj. Mislim, da je še višji. Evo, je pa vse zaraščen že. Ampak evo, Petrova gora, tako ogromno hribovje. Na sever proti Madžarski, na vzhod proti Bosni in Hercegovini, na jug proti
hrvaški Liki in pa na zahod proti Sloveniji, tam na nek mora biti Karlovac. Z vrha tega spomenika iz druge svetovne vojne na Petrovi gori se poslavljam z tega videa po hrvaški. Če vam je bil video všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji. Lepo se imejte in se vidimo v naslednjih super doživetjih. Čau!